V državi se res letno zbere približno 6 milijard denarja za izplačilo pokojnin. Še vedno je tam dobro milijardo ali koliko primanjkljaja, je luknje v pokojninski blagajni. Države, ki več poberejo, imajo tudi več izdatkov za socialno varstvo. V Sloveniji je bilo pred 30 leti 12% starejših nad 65 let, danes jih je 22. Jaz sem 70, pa še mislim, da pride, da ne bi delal. Mi smo v zadnjih 30 letih povečali število tujih državljanov, migrantov za 150 000. Če želimo kot Slovenci ostati, da bomo to lahko samo skozi rodnost. Dejansko jaz bil zagovarjal zastonj vrtce, zagovarjal, da zagotovimo mladim res perspektivo skozi stanovanja. Višji, ko imajo standard, ljudje manj imajo otrok. Kako bo razvoj umetne inteligence vplival na naše pokojnine? Pozdravljeni v podcastu Bika za roge. Tokrat je moj gost Bine Kordež in odgovarjala bo na vprašanje, kakšna je prihodnost Slovenije. Pozdravljeni, Bine. Lep pozdrav. Živjo. Bine, jaz sem vas povabil na podcast zato, ker zelo rad berem vaše članke o pokojninah. Moram priznati, da ogromno strasti vidim tukaj v teh člankih, da je to tema, ki vas zelo zanima. In razberem lahko ven iz tega, da ste strokovnjak za to področje in se mi zdi to eno pomembnejših vprašanj, prav, da jih odgovorimo, ko se pogovarjamo o prihodnosti Slovenije. In bi jaz začel kar na tem, tako bi rekel, na samem začetku, če bi lahko podali neko oceno trenutnega stanja slovenskega pokojninskega sistema, slovenskih pokojnin, glede na to, da se po celem zahodnem svetu govori o pokojninskih luknjah, vplačila so manjša od izplačil, kam to pelje in podobno. A lahko date neko oceno ali pa postrežete s kakšnimi številkami v tem, to, kar se vam zdi pomembno? Ja, hvala za povabilo. Najprej to, kar se tiče strasti glede pokojninskega sistema in mojega pisanja, je pač to ena od tem makroekonomskih tem, ki jo spremljam že dolge leta, in ker pridem do določenih ugotovitev v mojih izračunih, seveda v tem potem rad kaj napišem, ker običajno so ti izračuni večkrat malo drugače, kot so neke splošno zaznavanje v državi, in zato se mi zdi, da jih prav, da jih predstavim in tudi praviloma podkrepim s podatki. Zdaj, če pogledamo sam pokojninski sistem, tako kot ste rekli, tveganja na tem sistemu so, prebivalstvo se stara, kar je nesporno, ampak tukaj mislim, da je en ključen poudarek, ki ga pa se kar nekako zanemarja, da lahko podamo oceno, da je pokojninski sistem Slovenije v tem trenutku vzdržen, in jaz tudi ne vidim večjih tveganj v bodoče, v naslednjih desetletjih, če bomo pač razmere ali pogoje pri upokojevanju prilagajali demografskim spremembam v smislu tega, da ljudje živimo skozi dlje. Da je vsako leto, vsakih 10 let se podaljša življenjska doba za kakšno leto ali dve. Tudi pričenjamo z zaposlitvijo mnogo kasneje, kot smo včasih, in če bomo te spremembe upoštevali tudi pri prilagajanju pokojninskega sistema, potem nas ni treba skrbeti, da bo prišlo do razpada pokojninskega sistema ali kaj podobnega, da država ne bo več sposobna izplačevati pokojnin iz prispevkov, ki jih zbere z obdavčevanjem. To je mogoče osnovna ocena, da je pokojninski sistem vzdržen. Bi pa tukaj mogoče sam na začetku še eno stvar, da je običajno se govori, pokojninska blagajna je prazna.
To je že ena izjava, ki nima osnove. Dejansko v Sloveniji in vsej v Evropi, če rečemo, velja sistem pri upokojevanju, pa je žigov sistem, Bismarckov sistem, in ta temelji na principu, da za tekoče pokojnine plačujejo trenutno zaposleni. In s tem vplačevanjem prispevkov za pokojnine trenutno upokojenih se nekako vsi, bi rekel, kupijo pravico, da bodo tudi za njih potem plačevali otroci. Da se na ta način v bistvu vrti ta pokojninski sistem. Veliko ljudi to potem pokomentira, da to ni pošteno, da zdaj seveda morajo plačevati še za te stare sredstva. Ampak tukaj bi mogoče za uvod sam še eno številko predstavil, ki se ponavadi ravno glede tega pozablja. Ja, resnično je, trenutno zaposleni plačujejo za starejše. Ampak poglejmo v zgodovino, stoletja nazaj ali tisočletja, če želite. Dejansko je bilo vedno tako, da so ljudje delali, dokler so lahko, potem so prepustili premoženje in hišo in kmetijo otrocem, otroci pa so poskrbeli za preužitek starejših. V bistvu ta pokojninski sistem je kopija tistega, kar je veljalo tisočletja, če temu tako rečem, samo s to razliko, da ni to prepuščeno posamezniku, da bo pač skrbel za starše, kolikor bo voljan, ampak to država pobira ta denar in ga potem razdeljuje po dogovorjenih kriterijih naprej. Za širšo skupnost gre, ne? Ja, tako. Na ta način je treba gledati, da je to pravzaprav že teklo ves čas in to se je pred 200 leti približno se je potem to institucionaliziralo, da ni več prepuščeno posamezniku njegovi dobri volji, a bo skrbel za starše ali ne. V zvezi s tem je pa namreč pomemben podatek, sem ga omenil, pa gre tako zelo hitro mimo. Namreč smo rekli, ja, včasih so pač starši prepustili kmetijo otrokom, oni so pa skrbeli zanje. To se pravi, starši prepuščajo vse premoženje otrokom. In tega se ne zavedamo in to radi pozabljamo. Mislimo, če imajo starši neko hišo, ki jo na koncu zapustijo v vrednosti 200, 300, 500 tisoč evrov, da je to kar njihovo. Ne, to so pustili starši otrokom in zaradi tega je tudi prav, da oni skrbijo za to, ker bojo dobili tudi premoženje. In če pogledamo en podatek, ki ga večina ne pozna, če pogledamo na nivoju države, v državi se res letno zbere približno 6 milijard denarja, ki zberejo trenutno zaposleni za izplačilo pokojnin starejšim. Starejši pa seveda, ko umrejo, zapustijo dediščino mladim in te dediščine na leto je za približno 6 milijard. 6 milijard. Tega številka, pravzaprav te številke sploh ne boste našli v nobenih statističnih podatkih. Nihče to ne gleda, ampak dobesedno starejši vsako leto pustijo dediščine toliko, kolikor mladi vplačajo za njihove pokojnine. Tako da ta očitek, kot mladi plačujejo ali pa zaposleni plačujejo za ta stare, ima en velik primanjkljaj. Samo na to dediščino. Seveda, ko dobiš enkrat, seveda to ni vsako leto, to ni vsak mesec. Nekdo dobi, nekdo ne. Ampak oziroma veliko ljudi v nekem obdobju. Pa vedno kasneje zdaj dobijo, ker se življenjska doba podaljšuje. Ampak vseeno, vsako leto je tega okoli 6 milijard. Ja, zanimiv podatek. Ja. Ampak še vedno je tam dobro milijardo ali koliko, recimo v zadnjih letih saj, je primanjkljaja, je luknje v pokojninski blagajni. Se pravi, morajo iz proračuna denar, da pokrije ta del. Ja, drži. S prispevki se zbere nekaj manj, ker se in razliko doda država iz drugih davkov. Ampak v bistvu to zopet ljudje plačajo. In to je samo stvar fiskalne politike. Načeloma bi lahko rekla, da ne bi plačevali, če recimo, da danes dohodnina gre v proračun, prispevki za pokojninsko blagajno, za pokojninsko zavarovanje grejo na spis. Lahko bi rekli, bi znižali dohodnino, pa povečali prispevek za pokojninsko zavarovanje in rezultat bi bil popolnoma enak. Plače bi bile enake, proračun bi dobil sicer milijardo pa pol manj ali pa milijardo manj
dohodnine, ampak ne bilo imel izdatkov 1,5 milijarde za spis, spis bil pa dobil 1,5 milijarde več tega. To se pravi, ni stvar v tem, a ne, ta proračunski primanjkljaj je pa stvar načina obdavčitve. Načeloma pa ljudje vse plačajo, ker morate pogledati, da recimo ljudje od plač zberejo približno na leto trenutno okoli 12 milijard, na drugi strani se pa seveda da okoli 6 milijard za pokojnine, okoli 5 milijard za zdravstveno zavarovanje, pa še okoli 1 milijarda, 2 milijarde za socialne prejemke od pokojnin, mislim od bolniških do recimo porodniških, za nezaposlene in podobno. Tako da ljudje to v bistvu sami plačajo. Ja, tle treba zdaj tudi to upoštevati, ne, da smo med državami, ki imajo bolj obremenjene plače z davki in prispevki. Ne. Še ta vidik je tle za upoštevati. In zdaj, če malo ekstrapolirava, se pravi, če ni neke, bom rekel, bistvene pokojninske reforme, če se pogovarjamo samo procent le, procent tam, kakšen let gor, kakšen let dol, odmerna stopnja in podobno, kam to pelje? Kam to v bistvu pelje? Trenutno stanje, trenutna situacija. No, prvič vas moram popraviti. Rekli ste, da smo v Sloveniji bolj obremenjeni z davki na plače. To preprosto ne drži. Ne bi zdaj kazal vam podatke te statistične, ampak povprečna obremenitev z davki na plače je v Evropski uniji okoli 3 odstotne točke višja, kot je v Sloveniji. V Avstriji je višja, v Nemčiji je višja, v Franciji še višja, tam je pravzaprav najbolj. Drži pa, da imajo vzhodne države manjše davčne obremenitve na plače. Ampak to, če gledamo povprečno plačo. Govorimo o vseh plačah. To, če govorimo o vseh plačah, kar je seveda na koncu proračuna. To se pravi, vse, kar je prilivov v proračun iz naslova obremenitev dela in vse, kar je izplačila plač. In ko to gledaš, je dejansko v Sloveniji nižje. Čeprav je splošno mnenje, da je višje. Ne drži, jo lahko konkretno gledamo, pa ne bi zdaj teh podatkov vam predstavljal, ki so po državah. Značilno je, da razvitejše države imajo višjo obdavčitev, več poberejo z davki, nerazvite pa manj. Ampak nekaj je potem pomembno, da države, ki več poberejo, imajo tudi več izdatkov za socialno varstvo. Zato imajo tudi pokojnine v Franciji, Italiji, Nemčiji bistveno višje in primerjalno splačan, kot pa velja na vzhodu. Na Hrvaškem, v vzhodnih državah so pokojnine zaradi tega, ker poberejo manj davkov, tudi nižje. In tukaj je zdaj samo stvar politike države, kaj reče. To se pravi, to je en podatek, to se pravi v Sloveniji, lahko z vsemi podatki podkrepim, da je povprečna stopna obremenitev plač manjša, kot je evropsko povprečje. Je pa višja kot na vzhodu, ampak zato imajo tam manj sociale. Kam to? Vprašali ste pa, kam to vodi, kako to perspektivno gledamo glede na delež. V Sloveniji, tisti klasičen podatek, s katerim se govorijo, je to, koliko je zaposlenih oziroma koliko je prebivalcev nad 65 let. V Sloveniji je bilo pred 30 leti 12% starejših nad 65 let, danes jih je 22%. Praktično še enkrat več. Bi rekel, to ni vzdržno. Čez 30 let po projekcijah jih bo okoli 32%. Se pravi, še 10 odstotnih točk več. In to je tisto, kar seveda razumljivo vse skrbi. Ampak za nazaj imamo konkretne podatke. Kljub temu, da je se število prebivalcev starih nad 65 let podvojilo v zadnjih 30 letih. Veste, koliko odstotkov GDP-ja namenjamo v zadnjih 30 letih za pokojnine? Tisto, kar bom povedal, je ves čas enako. Okoli 10 do 11 odstotkov družbenega produkta gre za pokojnine. Ves čas. Kljub temu, da se je število starejših podvojilo, še vedno dajemo isti odstotek družbenega produkta za pokojnine.
To se pravi, kljub temu, da so tudi ves čas govorili, da se bo pokojninski sistem, da to govorijo že 10 pa 20 let, da se bo pokojninski sistem sesul, mi dajemo v povprečju med 10 in 11% za pokojnino, recimo povprečna stopna v Evropske unije, da dajo za pokojnino tam 13%, 14%, v Avstriji 15%, v Italiji 17% GDP-ja gre za pokojnine. Pa država še vedno funkcionira. Pri nas pa že zadnjih 30 let, ves čas med 10 in 11%, pa je bilo več 2 leta nazaj, 3 leta nazaj, smo dali pravzaprav v vsej zgodovini najmanjši delež GDP-ja za pokojnine. Kljub temu, da imamo še enkrat več starejših. Kaj je to razlog? Razlog je v tem, da smo se včasih upokojali bistveno mlajši, da so ljudje hodili v penzijo tudi že pri 50 letih, danes smo prišli na 62 let in pol, ko se ljudje v povprečju upokojijo. In dejstvo je, da ko mi kažemo ta podatek, kako se delež starejših nad 65 let povečuje, zanemarjamo, da se tudi sposobnost ljudi povečuje, da je življenjska doba daljša, da so ljudje danes sposobni dlje delati, tudi v starejša leta. In ko smo temu prilagajali in dvigovali upokojitveno starost, smo uspeli držati pokojninske izdatke na istem nivoju. To je v bistvu dokaz, da se to da. In ko zdaj delamo projekcije za naslednjih 30 let, če bomo mi z današnjih 62-63 let povprečne starosti, ko gremo v pokoj, to dvignili vsakih 10 let za 1 leto, kar je pričakovano, tudi živeli bomo še enkrat del. In bomo prišli do leta 2050-60 recimo na 66-67 let povprečne starosti ob odhodu v pokoj. Bomo takrat še vedno 20 let prejemali pokojnine. Ne bo tako, kot ljudje pa govorijo, bo treba delati do smrti. Ne, še vedno bojo 20 let v pokoju. In povečalo se bo ta masa ljudi, ki bo zaposlena. In tudi danes, pri 65 letih je večina ljudi še v kondiciji. Sej, sami vidimo mlade upokojence in upokojenke, kako se vsi pa potem, ko pridejo v pokoj, pohvalijo, kako so še dobri, kako so še vitalni. Danes je vse na kolesih, ki jih gledaš še pri 70-ih. To se pravi, da ni nekih velikih ovir, da ne bi za kakšno leto na vsakih 10 let dvignili starost. To je normalen proces. In če bomo to naredili, potem se bo pokojninski sistem vzdržen tudi v naslednjih 20-30 letih. Moramo pa ti popravke narediti in recimo to, kar danes je nasprotovanje, da te pokojninske spremembe, jaz niti ne rečem reforma, ker reforme tako ne potrebujemo. Samo prilagajati treba, da dvigamo dobo. Je popolnoma normalno in pričakovanje. In če pa tega ne bomo delali, potem pa drži, da bo upokojencev bistveno več zaposlenih, če bomo želeli še naprej živeti v pokoj pri 60 letih. To se pa potem res ne sezide. Ne? Ampak mislim, da ni nobena ovira, da bi dvigovali postopno to starost, da se samo lepo prilagaja brez nekih velikih reform in mi bomo sposobni vzdrževati ta pokojninski sistem približno s takšnimi prispevki kot danes. Verjetno bo izdatkov nekaj več projekcije, saj kot sem jih jaz delal, če bi držali neke pokojnine v tem razmerju kot do sedaj, bi delež GDP-ja mogoče šel okoli 13% za pokojnine, kar, kot sem rekel, je še zmeraj manj kot današnje povprečje v Evropski uniji in manj kot danes v Avstriji ali Italiji. Se pravi, je vzdržno. Je pa bil pa tukaj dodal, jaz sem o tem enkrat pisal en članek, mislim, da že 5 let nazaj, objavljen v Evropi, je bila objavljena Aging Report, tistega sem malo bolj natančno analiziral z leta 2018. In to je bila tudi osnove za vse te negativne ocene v državi, kako se bo pokojninski sistem sesul, kako bo Slovenija dajala največji delež GDP-ja za pokojnine. In seveda, jaz sem se malo bolj poglobil v to analizo, zakaj bomo pa v Sloveniji prišli na 16% GDP-ja za pokojnine, Italijani pa celo padli na 13%, Hrvatje imeli samo 7% za GDP.
Samo 7% GDP-ja za pokojnine. To so bile projekcije narejene pred 7 leti na osnovi podatkov za 2018. In tako kot pravim, to je osnova za vse, ki potem kar ponavljajo, v vseh medijih, v vseh mednarodnih inštitucijah ponavljajo. In kaj je pokazala natančna analiza te projekcije? Ker sem se prav pogovarjal z avtorji slovenskega dela, in sem gledal, kaj je, in sem rekel, mi seveda smo naredili analizo na osnovi veljavne zakonodaje. In naša zakonodaja velja, da se upokojujemo takrat, če pri 60 letih lahko. In mi smo naredili, da bo čez 50 let še vse enako, ker nimamo drugačnega zakona. In seveda številka je prinesla 13%. Jaz sem rekel, v redu, ampak mi bomo najbrž to malo popravljali, pa spremenjali. Mi delamo strokovno, tako kot je trenutno veljaven zakon, nimamo obenih načrtov, da bomo to dvigali starost na 65, na 66 let, mi pač moramo tako delati. V redu sem rekel, ampak ko pa Italijani, kako pa bodo Italijani znižali današnjih 17% na 13% in izpadli, kot da smo mi slabši kot Italijani. Na drugi strani pa vse projekcije kažejo, da bojo imeli več starejših ljudi. In kaj se je pokazalo? Da so Italijani v projekciji upoštevali, da bojo čez 30 let, 40 delali do 70. leta. Mi do 60. oni 70. Jaz sem jih vprašal, avtorji, ampak kako? Italijani so pa pač rekli, da jo delali do 70. leta. In seveda imajo potem sliko čez 50 let boljšo kot mi. Ja, že, smo se pa mi ne ukvarjamo, kaj Italijani delajo, pa nas ne briga, so rekli avtorji. Imam na mailu napisan, kako so odgovorili. Pa sem pa še rekel, ko pa Hrvatije, da imajo samo 7%, pa imajo tudi isti delež starejših. Kaj pa tam? No, kaj se je pa tam pokazalo? Da so tam predvidevali Hrvatije, da bo pa njihova pokojnina samo 500 evrov, naša pa 1000 ali še več, primerjalno z istimi. Sveda, ker so dali v formulo 500 evrov, mi pa 1000, je seveda bil njihov izdatek za pokojnino pol nižji. A je to realno? Smo se pa mi ne obremenjujo, zakaj so oni dali 500 evrov. No, to je mogoče en podatek, ki kaže, zakaj je ta splošna percepcija, tudi na nivoju OECD-ja, vsa ta poročila, ki jih Evropa dela, temelji na takle analizi, se premalo poglobijo, kaj se dogaja. In tako kot jaz pravim, meni je najboljši pokazatelj je to, se pravi, z primernim dvigom upokojitvene starosti, smo mi uspeli v zadnjih 30 letih držati izdatke za pokojnino ves čas približno na istem nivoju GDP-ja, kljub temu, da smo podvojili delež starejših. Zakaj ne bi? Kje so razlogi, da z postopnim dvigom na omenjenih 66, 67 let, čez 40 let, ko se bojo upokojevali tisti, ki danes nastopijo službo, kar je verjetno popolnoma realno, bomo dajali za pokojnine recimo 13% ali nekaj podobnega. A ni to popolnoma logično? In zakaj to je pa tisto, kar se pa tudi sam sprašujem, zakaj imamo toliko negativne energije, kako se bo vse zrušilo in kako bo propadlo, kako ne bo pokojnin več. In seveda to potem ljudi sili v to, da ne vplačujejo prispevkov, rečejo se, tako pokojnine ne bo. Država bo dajala. In tukaj je mogoče ena pomembna tudi napaka, ne preprosto, je tako, mi smo rekli, minimalna pokojnina mora biti 700 evrov, to imamo zdaj nekaj podobnega. Ampak če hočeš po 40 letih dela, če 40 let boš delal, dobivati če 20 let pokojnino 700 evrov, potem pač moraš teh 40 let dajati na stran vsak mesec 400 evrov, čist preprosta matematika. Ne gre. Ampak mi imamo v državi približno 200 000 zaposlenih v raznih statusih, tistih neredno zaposlenih, mislim ne v podjetjih, SP-jevce, kmete, razne po pogodbah, ki v povprečju plačujejo samo 200 evrov pokojnine, prispevka na mesec, samo 200 evrov. In seveda, če ti 200 evrov plačuješ, potem iz tega ne moreš dobiti 700 evrov pokojnine. To mora potem nekdo drug plačati. In mislim, da bi se mogli bolj posvetiti temu, da mora vsakdo v državi, če postavimo minimum 700 evrov pokojnine, potem postavimo tudi vsak zaposlen, mora tudi plačevati 400 evrov na mesec pokojnine prispevka, zato da mu bo država ob upokojitvi izplačevala
700 evrov pokojnine. To je tisto, kar bi mogli narediti. In skozi to bi dobili takoj 500 milijonov več prispevkov in manjši, če rečemo, primanjkljaj. Ok, deva se še mečkam dotakniti tega generacij. Ja. Številčnosti generacije. Tele, ki ste rekli, da v prihodnosti da to ne bi smel biti problem. Upokojuje se največja generacija, se pravi baby boomerji, še vedno ta postopek še vedno traja. Življenjska doba se podaljšuje, naj bi se še bolj podaljševali zaradi tehnološkega napredka in tako naprej. Medtem ko generacije pa padajo, se pravi rodnost pa pada. Jaz se spomnim, da ko je bila okrog COVID-a, je bil velik krč na trgu dela. Zelo težko je bilo dobiti ljudi na trgu za zaposliti. Ker naenkrat se je razmerje moči obrnilo v prid zaposlenih oziroma iskalcev zaposlitve. In takrat se spomnim, da sem šel gledat rodnost. In sem videl, da jaz sem rojen leta 1979, takrat je bilo okrog 30,000 novorojenčkov. Potem pa leta 1995 jih je bilo pa samo tam okrog 17,000, skoraj polovica manj. In kdaj so te ljudje prišli na trg dela? Ja, tam okrog korone. Zdaj pa mislim, da leto 2024 pa mislim, da je celo pod 17,000, zdaj pa tam okrog 16,800 ali nekaj takega bilo. Skratka, še slabše zdaj. Kako se tle izide matematika, se pravi, pol manjša generacija, kot pri nas. Mi se bomo čez 20 let upokojili, moja generacija. Dlje bomo živeli. Tle nekako ne vidim, kako se to lahko izide, da bo pokojnina še vedno na tem nivoju, da sploh ne pomislim na kupno moč evra, 700 evrov, naprimer, takrat čez 20 let. Kako to vidite? Zdaj, kar se generalne slike tiče, to, kar sem govoril, čez bomo dvigovali povprečno starost pri upokojitvi, potem bomo prišli, se bo razmerje zaradi teh razlogov, ki ste jih povedali, nekoliko poslabšali, ampak ne tako, da bi bilo drastično. Vse se zide, izračuni kažejo, da se lepo se zide, da bo sicer delež za pokojnine šel mogoče na 12-13%, več pa ne, kar je vzdržno, kar lahko zberemo. In ko govorimo o 700 evrih in podobno, pa kupni moč, seveda jaz to ves čas govorim o današnjih številkah, seveda z dvigom, z inflacijo, z dvigom rasti plač, z večanjem produktivnosti, se to vse sorazmerno povečuje, tako da se vzdržuje približno enaka kupna moč oziroma še nekaj, zagotavlja še nekaj tudi realne rasti, tam 1-2% na leto. Tako da, kljub tem številkam, o katerih govorite, da je seveda rodnost relativno manjša, vse projekcije kažejo, da se in izračuni res detaljni, da se zadeva se zide. Je pa seveda klele en zelo pomemben element. Mi smo v zadnjih 30 letih povečali število tujih državljanov, migrantov za 150,000. In to drži, da nam vzdržuje sistem tako kot v vsej Evropi ali zahodnem svetu, vključno z Ameriko. Amerika je seveda zelo proti migrantom, ampak Amerika temelji na migracijah. Njihovih 350 milijonov prebivalcev je pravzaprav vse migriralo, zato jih je toliko. In tudi v Evropi je to trend, ki je bil zadnjih recimo izrazito 20 let in tudi v Sloveniji okoli 150,000. In tudi v Sloveniji recimo te projekcije, o katerih sem govoril, na katerih temeljijo vse izračune in moji in seveda tudi tisti, ki so jih delali te uradne inštitucije, temeljijo na oceni, da se bo v naslednjih 40 letih v Sloveniji povečalo še število tujih državljanov za okoli 200,000. Ker v končni fazi, tukaj če pa pogledamo, rodnost, ja, število novorojenčkov je manjše, ampak migracije so tako velike, da se je število Slovencev oziroma število državljanov Slovenije se je povečalo na preko 2,1 milijon. Še leta 2000 nas je bilo 2 milijona, leta 1995 nas je bilo 1,9 milijon. To se pravi, kljub temu, da ni rodnosti,
migracije to zapolnjujejo in število državljanov Slovenije se povečuje. Recimo Hrvatov se je zmanjšalo, mislim, da za več kot 10% število državljanov Slovenije pa raste edine države na področju bivše Jugoslavije. Ampak seveda, se pa vrneva kle nazaj. Ja, definitivno je problem rodnost, ker mi vemo, da seveda migracije pomenijo problem. Gre za drugo kulturo in kako to peljati, unesti v državo, da ne bi jih rad, odkrito povedano, seveda ni dobro rušiti nek funkcioniranje države v smislu naroda in podobno, zdaj da se ne zapletem preveč v to zadevo, načeloma so migracije na nek način moteče, to lahko za vse rečemo, ampak glede na rodnost nujne. In moramo znati to pravilno uravnotežiti. Tisto, kar pa, seveda tudi jaz v osnovi vidim problem, to, kar ste govorili, sicer o številkah je treba tako reči, da recimo tam mislim, da v letih 2016, 17, 18 smo imeli eno obdobje, ko je bilo rojstev več kot smrti. Potem se je pa zopet poslabšalo. Tako rekel, je bilo 95 zelo nizko, takrat je bilo nizko, ampak potem se je pa povečalo in potem je bilo dolge leta pravzaprav kar zelo pozitivno in tako kot sem rekel, v tem obdobju je bilo še celo več rojstev, zdaj jih je zopet manj. In definitivno tisto, kar je seveda pa dolgoročno, kljub temu, da projekcije z migracijami bomo zadeve reševali, kaj bo to od zadaj prineslo, je druga stvar. Perspektivno za narod pa osebno menim seveda, da je rodnost ključnega pomena in tukaj pa mislim, da se temu pa posveča premalo, ker to dolgoročno zagotovi perspektivo naroda. In tukaj temu bi pa mogli posvečati več pozornosti in tudi denarja, čeprav tukaj se srečujemo, rečem denarja, pomoči, suporta. Dejansko jaz bil zagovarjal za stonvrtce, zagovarjal, da zagotovimo mladim res perspektivo skozi stanovanja, skozi to verjetno bi največ naredili, čeprav se srečujemo z enim paradoksom, da višji, ko imajo standard ljudi, manj imajo otrok. In da ni rečeno, če bi mi mladim zagotovili vsem stanovanja, pa vse zastonj vrtce, da ne bodo ugotovili, ker danes mladi ugotavljajo, da je najbolj enostavno, če ima samo enega psa, ker z otroci samo del in je breme in si ne bo mogel prvošiti, da bo vsak vikend šel na morje, pa na smučarijo, pa na kolo ali kar podobnega. Dejansko to pravim, da se bojim, da samo denar še ne bo rešil tega problema, da verjetno je treba miselnost spremeniti, da bi mogli dejansko v državi več delati na tem, da preprosto, če želimo kot Slovenci ostati, da bomo to lahko samo skozi rodnost naredili. In čez 100 let, dejansko s takim trendom, da imajo danes v povprečju familija samo še, oziroma da imamo na 1,5 faktor na familijo otrok, gremo samo dol. Čez 100 let nas bo pol manj. In to je zame daleč največji problem dolgoročno. Pokojninsko bo zdržal, to me ne skrbi. Bomo z migracijami zapolnili. Se moramo samo sprijazniti s tem, da bo to vplivalo na našo kulturo. Tako. Ampak samo prav Slovencev, pa naroda kot takega, o katerem govorimo, pa je pa rodnost največje tveganje. In ko govorim vseeno o financah, bom tako rekel, vemo, kako smo brez težava, diskutiramo zdaj, da bomo dali, 5% GDP-ja za obrambo, kar naenkrat bomo dali 2 milijarde več na leto. 2 milijarde več. Jaz osebno, ampak to že posegam na politiko, se bojim, da je za Slovenijo mnogo večje tveganje rodnost in upad, kot pa to, da nas bo Rusija napadla. Če sem najbolj direkten pa pragmatičen. Temu je tako. No, ampak kako bi pa vplivali, kakšna bi bila vaša ideja, kako vplivati na rodnost? Te, recimo, davčne olajšave, pa neke doklade, pa te stvari. To je zadnje 100 let, statistika zadnjih 100 let, saj tale, mislim, da je bil dr. Nicholas Eberstadt, Američan, ki je tudi politični ekonomist, pa demografijo študira, je rekel, da zadnjih 100 let, da statistika kaže, da pride do kratkoročnega dviga, ampak majhnega, pa spet nazaj pade, in spet pride do te neke ustaljene.
Ne vem, a imate vi kakšno idejo, recimo? Ne, sej, kot sem rekel, jaz bi definitivno dal več za podporo za otrok, da bi bistveno več finančnih sredstev usmeril, kar jih v bistvu imamo, kar bi jih lahko, če bi jih želeli, ampak tukaj smo mogoče malo bolj zadržani, po nepotrebnem. Ampak stališča preživetja naroda na dolgi rok, mislim, da bi bilo to nujno, ne bo pa zadosti. Kaj je pa tisti faktor, da bo se pri ljudeh spremenila ta miselnost, razmišljanje, da je pravzaprav imeti otroke nekaj največja, da je to največja radost v življenju, da na koncu spustiš samo otroke, vse ostalo tako ali tako gre. Da to spremenimo, da bi ljudje začutili, da je pa lepo, da imajo 2 ali pa 3 otroke, da bo v familiji to imel. Da ne bo rekel, sej, bolj da samo psa, naštimam se to balamfok. Danes sicer potem vse to upravičuje zaradi denarja, pa ni zaradi denarja. Gre za ustvarjanje okolja, v katerem bi bila družina nekaj pomenila, imela neko vrednost, družina in otroci, čeprav je breme, pa težko. Mislim, bolj zahtevno kot brez tega. Mislim, da bi v tej smeri morali bolj razmišljati in potem imeli mnogo manj težav z pokojninskim, pa predvsem pa to, če želimo ostati kot narod. Ja, to je tudi ta doktor Eberstadt rekel, da je kakšna bo rodnost, je odvisno od tega, kaj želijo ženske. Tako. Pa koliko imajo potvore pri moški? Ne bi prenesel. Da se je tok, se pravi, tok se usmerja zdaj energije v karijere in podobno in stil življenja in te stvari, da se tudi tukaj stvari ustavijo. Ampak, dobro. Jaz bi šel zdaj še na to, da se čisto dotakneva tega. Se mi zdi, da je pomembno vprašanje tukaj, da ga razčistimo. Zakaj imamo pokojninski sistem? Zakaj imamo to obvezno pokojninsko zavarovanje? Pojavljajo se razne ideje tudi v javnosti, zakaj pa ne bi bilo bruto za neto oziroma pač brez prispevkov za pokojnino, recimo, pa ne si vsak sam to zrihta. Kako vi to vidite, recimo? Zakaj imamo to, zakaj se je to toliko časa obdržalo, zakaj se toliko s tem ukvarjamo, zakaj ne gre vse privat, recimo temu? Ja, to posega nazaj na tisto, kar sem na začetku rekel. Pravzaprav se ni to obdržalo, to se je vzpostavilo zadnjih 200 let. Predtem je bilo pa na ta način. Vsak je skrbel zase, imel. In potem, ko je prenesel še tisto premoženje na otroke, je bil prepuščen dobri volji otrok, a bojo to upoštevala ali ne. In drži, da bi danes lahko vsak tudi skrbel zase, da ne plačeval prispevkov, če se gledam samo, da bi danes štartala, ne. Ampak s tem se ukine solidarnost. Dejstvo je, da ta pokojninski sistem zagotavlja solidarnost, da se pač zgodi, ker ljudje smo zelo racionalni, da bi potrošili vse sproti in potem rekli se na stara leta bo pa država poskrbela zame, smo socialna država in dejansko država s tem, ko te prisili, da moraš toliko in toliko varčevati za stare leta, rešuje ta socialni problem ljudi. Tebe samega. Ja, tebe samega, dobesedno. Ja. Drugače bi večina ljudi bi kar potrošila vse sproti. Vse fajn bojo rekli, sej na stare leta se bomo potem pogovarjali. V bistvu nas zaščiti, da škodimo sami sebi. Tako. In mislim, da je pač ta princip, dobro sej na teh bolj liberalnih državah, a ne anglosaksonskih, imajo, kot je tudi Japonska ali Koreja, seveda imajo princip, da sami skrbijo za svoje pokojnine, da je tudi ta odnos, da vejo, da morajo vlagati. Je to prisoten, ampak jaz dajem prednost temu evropskemu solidarnemu pristopu, s katerim plačujejo obstoječi za starejše. Pa še nekaj je tukaj prvenstveno treba reči. Mi, ki imamo tak sistem, preiti na naložbeni sistem, to se pravi, da boš varčeval in potem iz tega dobival pokojnine, kolikor boš paral in kakor boš to oplemenitil. Če bi želeli iti v ta sistem, ki ima, kot sem rekel, omejitev in to, da mogoče tega ne boš delal in drugo, da ni solidaren, ker tukaj le tisti, ki ne morajo, v nek imajo več za poskrbijo.
Problem je še, da ta prehod je lahko mogoče v 50 letih realizirati ali še dlje. Ker je tako, da ti ne moreš ene generacije obremeniti s tem, da bi plačevala za ta stara, ker ta stara generacija nima prišparanga. In oni so vplačevali za svoje starše in seveda pričakujejo, da bo njihov otrok. In oni nimajo premoženja, oni niso varčevali. In to se pravi, če bi mi rekli od zdaj naprej, gremo pa na naložbeni sistem, tako kot ste rekli, ne vsak skrbi zase, bi mi začeli seveda varčevati za svoje pokojnine. Kdo bi pa poravnal pokojnine za vse tiste, ki pred vsa ta leta do zdaj niso varčevali, ker so plačevali svojim staršem, njihove starši pa svojim, pa tako naprej. Nimamo obenga. In to bi bilo preveliko fiskalno breme, da bi zdaj naredila vse rezerve. Država bi se mogla zadolžiti, na primer. Ne, tu pa moram reči, da gre za tako velike številke, če bi ta sistem hotel obrniti. Tukaj gre pa za več kot 100, odvisno kako računaš, bi lahko rekel 100 do 200% GDP-ja dodatno. Dodatno. Toliko je neke lukne, potencialne lukne, če vzamemo, sem to enkrat šel računati, približno pa bolj, da s tem številkam človek niti ne operira. Če bi danes presekal, pa rekel, zdaj bomo pa zagotovili pokojnine vsem ta starem do njihove smrti pač strani države. Vse ta mladi od danes naprej boste pa za svojo penzijo za tiste leta, kolikor imate še, recimo, če bi rekel, da imaš ti še 20 let do pokojnine, boš rekel, od zdaj naprej naslednjih 20 let boš vrčeval, boš dajal nakraj za to, za unih 20 let pa še računaš, da bo država ali pa otroci ali dolgo zagotovo. Če bi vse te pokojnine seštel, to se pravi implicitno izračunal, koliko je nekega dolga, ki ga bojo morali pokriti bodoče generacije, bi prišel na, kot sem rekel, mogoče na 200% GDP-ja. Ampak 6 milijard na leto očitno. Ja. Za vse tiste in zdaj pa računaj, kdaj se bo to sešlo. V bistvu 7, zaradi tega, ker približno 7 jih izplačamo. Bolje je še potem to vprašanje, koliko let bi zdaj to mogel plačevati. In tukaj gre za 50 let za vse tiste, ki bojo to dajali. Vse to se mora zbrati in to je recimo 200% GDP-ja. Ampak vse glih spomnim, od zadaj je pa premoženje tudi. Ker ta mladi seveda bi rekli, da jaz bom skrbel za svoje pokojnine, mene nabrigajo ta star. V redu. Ampak zdaj pa pogledaj državo, pogledaj vse zasebno premoženje. Zasebnega premoženja ta starih, pretežno, ta starih je okoli 200 milijard v državi. Država ima saj 100 milijard premoženja. Poglejmo vse ceste, železnice, bolnice, šole. Vse to je nekdo zgradil. In če tam mladi razmišljajo, zdaj bomo mi poskrbeli zase, v redu, potem pa plačaj, potem pa poskrb za bolnico. A to bolnico, ki jo imaš, a to cesta, ki je vse narejena, vse ceste, vsa infrastruktura, vse energetija, to je nekdo mogel plačati pa zgraditi. In nekdo si seveda to filozofijo, ki ste vi rekli, zakaj pa ne bo vsak zase poskrbel? Že. Kdo je pa poskrbel za to, da ti vse lahko funkcioniraš? Če bi potem rekli, ampak za vso uporabo javne infrastrukture, ki so jih zgradile prejšnje generacije, pa moraš na leto plačati 6 milijard za uporabo. Če smo čisto realni. Ne pozabimo na premoženje, ki ga je v državi preko 300 milijard in to je v protiutež tistemu implicitnemu dolgu. Tle sem mislil na ta del, še to debato odpreti. Dodatno pokojninsko zavarovanje, ki zdaj sem imel priložnost se družiti z večjimi mednarodnimi finančniki in sem naredil eno neformalno raziskavo, koliko držav ima obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje. In sem gotov, da večina držav tle v Evropi, da ima obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje, česar mi nimamo, mi imamo prostovoljno. In tle, zdaj ne vem, če imam čisto točne podatke, ampak recimo, mislim, da Hrvaška, da ima obvezno, oni so v tem času so nabrali, mislim, da tam okrog 25 milijard
Da. evrov v teh skladih pokojninskih, medtem ko mi imamo pa prostovoljno, pa samo 4 ali nekaj takega. Ne? Tako velik razkorak. Ne? Zdaj hrvaški skladi kupujejo naša podjetja, ne? Na borzi, naša borzna podjetja, ne? Medtem ko mi križem rok sedimo, ne? Pa gledamo to, ne? Smo samo opazovalci. Kako vidite vi vlogo dodatnega pokojninskega zavarovanja? No, zdaj, definitivno je poleg obveznega pokojninskega zavarovanja takega sistema, kot ga imamo, bi lahko rekel, ker seveda, kot sem rekel, bo večji delež šel za pokojnine, seveda bo več starejših, bo obremenjeno bolj smiselno, bi bilo dodatno vzpostaviti mogoče tudi nek sistem obveznega dodatnega zavarovanja, ki je po naložbenem principu, da se ta denar zbira. Možno je samo, to seveda avtomatsko pomeni, da se en del zdajšnjih dohodkov spravlja, daje naprej, kar pomeni, da je ali manj poraba ali pa manj drugega varčevanja. In ko rečete Hrvaška, Hrvaška ima 25 milijard menda teh sredstev zbranih iz obveznega zavarovanja v njihovih pokojninskih skladih, ampak tako kot sem povedal, če recimo oni imajo 40% naše povprečne pokojnine in njihova pokojnina. Če mi 60%, pa 40% nižjo. Ne, 60%, mislim, da imajo, oni imajo 550, 40% nižje, 60% imajo pokojnine, 40% imajo nižje. 550 je njihova povprečna, naša pa mislim, da 917 bila v lanskem letu. Stvar je dejansko, da oni iz obveznega izplačujejo bistveno manj. Mislim, iz obveznega tistega sklada in prispevkov imajo manj in se manj plačuje in seveda potem se lahko nekaj več nabere. Kaj je zdaj pravzaprav boljše? Moram reči, da si v Sloveniji ne predstavljam, se vidimo debato, da bi zdaj rekli, zdaj bojo pa tekoče pokojnine malo nižji zaradi tega, da bomo dajali na stran ta denar. Danes v delo eden piše, če bi mi to delali, ne bi tudi imeli 25 milijard, pa nikjer se ne bi poznalo. Ne bi imeli ne nižje pokojnine, ne nižje prilive v proračun, ne nižje plače. Na kje bo 25 milijard potem prišlo? Bilo bi dobro, ampak avtomatsko to pomeni, če varčujemo, če dajemo več na kraj za namensko, za varčevanje, kar bi bilo dobro, se moramo zavedati, da to pomeni, da bo manj prostih sredstev za tekočo potrošnjo. Dobro, bo tudi manj na bankah mogoče, malo tistih presežkov, da bojo ljudje malo več varčevali. Tako da bi podprl to, da se tudi v to smer razmišlja, da se vzpostavijo neki sistemi, ampak pokojninski sistem mora temeljati predvsem na tem obveznem pay-as-you-go sistemu, ki pač, tako kot sem razlagal, mislim, da je vzdržen. Drži pa, da je res, mi potem pač teh skladov, tega denarja nimamo in potem se pač dogaja, da Hrvati kupujejo njihove skladi slovenske podjetja, ker mi teh potencialov, dodatnih potencialov nimamo. Imamo neke druge. Ampak. Ok. Dajva tako še pogledati, kaj vi mislite, kakšni ukrepi so potrebni, da bo pokojninska blagajna, ta pay-as-you-go sistem, naš pokojninski sistem, da bo, ne nujno samo pay-as-you-go, to sem narobe rekel, tako, da bo naš pokojninski sistem vzdržen še naprej. Kaj vi mislite, da so rešitve? Kaj je treba narediti? Kakšni ukrepi? Jaz mislim, da je te spremembe, ki so zdaj bile sprejete in upam, da bodo potrjene, da ne bo z referendumom to zavrnjeno. Ne zaradi tega sem zdaj za to vlado ali za drugo, kako gre, preprosto zaradi tega, ker sledijo tisti osnovni usmeritvi, da je pač potrebno vsakih 10 let upokojitveno starost nekoliko dvigniti. In jaz mislim, da tudi teh 40 let dela bo treba čez neko obdobje dvigniti na 41, mogoče enkrat na 42 let. Kaj je 1 leto ali 2? Ker sem že starejši, rekel, pa še 1 leto delal. Jaz bom 70, pa še namislil, da pride, da ne bi delal. In to je ta proces, ki ga je treba samo nadaljevati in
ne veliko govoriti, pa upiti o nekih reformah, pa spremembah. Govorijo, nimamo reforme, pa nismo. Ja, kaj bi pa drugega naredili? Nič drugega kot postopno, samo lepo za vsako desetletje podaljšati nekoliko delovno dobo, tako kot se povečuje življenjska doba. In prist tudi v sistem, mi v Sloveniji, mislim, da tam od 60. do 65. leta je zaposlenih samo tretjino ljudi. Na Švedskem 2/3. Pa verjetno so Švedi lih toliko zdravi, pa še bistveno višji standard imajo, pa 2/3 ljudi dela v tem obdobju. In tudi med 65 in 70 je razmerje, mislim, da imajo 3-krat ali 4-krat večji delež zaposlenih. To je tisto, kar pač mi moramo doseči. Zakaj to Švedi delajo? Pravimo, ja, imajo še enkrat višji standard. Kljub temu, da imajo še enkrat višji standard, bistveno več starejših ljudi dela. Seveda se tisti, ki ne morejo, tam imajo težka dela. Te stvari se morajo obravnavati drugače. Seveda ne more nekdo biti, rekel zidar do 70. leta. Ne more biti. No. Sicer ne vemo, pri meni je oče do 80. še zidar, nam rekel zidar v šolo, se rekle pa domače do 80. pa še kasneje. Do konca pa še malo. Ja, do konca pa še malo, pa ni bilo obene virus, pa da neko redno zaposlitev kot dodatno. To hočem reči, da ne rabimo nobenih posebnih sprememb, nobene nervoze, nobenih strahov ustvarjati, samo lepo odkrito reči. Če bomo lepo prilagajali z leti tudi upokojitveno starost, bo sistem na dolgi rok vzdržen. Dodatno pa seveda lahko vzpostavimo tudi nek sistem, da se kakšen procent, da je še obvezno v dodatno zavarovanje, da delamo po naložbenem sistemu, ampak tu ne bi šel noter z nekimi velikimi odstotki ali zneski zaradi tega, ker potem zmanjšuješ druge prihodke in mislim, da je bolj, da jo na tem sistemu vzdržujemo naprej. Tako da ne vidim posebnih potreb. Kar nam pravzaprav kaže, kot sem na začetku rekel, teh dosedanjih 30 let, ko smo kljub bistveno spremenjenimi razmerami v demografiji lahko vzdrževali teh 10-11% pokojnin. In to z nekimi, recimo, kolikor toliko solidnimi pokojninami, bistveno večjimi kot na Hrvaško, drži pa, da je razmerje, recimo Italijani imajo pokojnine bistveno bolj primerljive s plačami. V Nemčiji pravijo še celo, da imajo že marsikaj upokojenci večje kot trenutne prejemke, ampak to se seveda potem odraža, da pa res dajejo za pokojnine pomemben del GDP-ja in seveda tudi srto imajo tudi tako visok državni dolg. Ok. Bine, prišla sva do najnega sklepnega vprašanja, ki se mu reče, kakšna je prihodnost Slovenije? Zdaj pa vas sprašujem tako kot bivšega gospodarstvenika, ne, in zdaj tudi kot finančnega svetovalca, analitika. Ne. Nasplošno, recimo, če malo pokomentirate, kam gre slovensko gospodarstvo, pa recimo na koncu še ta pokojninski del. Recimo. No, kar se pokojninskega dela tiče, mislim, da sem povedal, precej optimistično bo nekdo rekel, ampak mislim, da dokaj realno. In dejstvo je, da sistem kot tak v normalnih razmerah funkcionira in je vzdržen in bo tudi v bodoče vzdržal, če bomo redno sprejemali ukrepe. V večji meri je odvisno, kaj se bo dogajalo z ekonomijo kot celoto. Mi smo imeli bistveno večje težave takrat v finančni krizi leta 2008, ne zaradi pokojninskega sistema, ne zaradi starih, ampak zaradi ekonomije kot take. To se pravi, tu je večje tveganje, da se potem seveda lomi tudi, tako kot na vseh drugih področjih, se potem lomi tudi na pokojninskem področju, če ekonomija klecne kot celota zaradi drugih razlogov, ne zaradi starosti kot take. Se pravi, bolje vprašanje, kam bo Slovenija gospodarsko šla tu. Je moja ocena, da je seveda bolj odvisno, kako se bo Evropa kot celota pozicionirala. Da moramo gledati skozi te oči. Mislim, da je Slovenija prilagodljiva, da imamo niše, da se znamo, da se tudi znajdemo,
kolikor toliko, čeprav seveda marsikatere ekonomske rešitve bi lahko zapeljali drugače okoli tega. Ni dvoma, mislim, da imamo nekaj vzorov. Pravzaprav bi tudi rekel, da se mi zdi, da določene ekonomske poteze delajo Hrvati boljše kot mi, da bi morali mogoče bolj analizirati, kje so tiste razlike. Kaj je, ampak generalno recimo, da lahko sledimo razmeram Evropi. Bolj tisto, kar me recimo na dolgi rok bolj zaskrbljuje, pa seveda pozicija Evrope kot celote, kot take, pa ne za Evropske unije, pa kako vodi von der Leyenova ali ne. Gre za vprašanje, bolj tu jaz vidim največjo dilemo. Mi smo v Evropi nekako malo zaspali na lovorikah in malo smo se rekel, opustili, kar so rekli naši bratje. Evropa je v bistvu in zahoden svet bil v prednosti zaradi svojega znanja, zaradi svojih inovacij, zaradi svojih blagovnih znanj, ki jih je ustvarjal skozi leta in zaradi poceni resursov, ki smo jih črpali iz drugih držav in jim nazaj prodajali zelo drago naše izdelke. In mi smo zamenjevali eno delo inženirja pri proizvodnji Mercedesa za 10 ur neke delavke na Kitajskem ali Vietnamu, ki nam je šivala cunjice in smo pa zamenjevali naš Mercedes za tisto cunjico in to je lepo delali. Tudi, če rečemo Evropo, smo zasvinjali danes govorimo o zelenem prehodu, ampak več kot polovico vseh izpustov do sedaj smo ustvarili zahodnjaki, k nas je bilo 1/6 vsega prebivalstva. Zdaj pa pametnjačimo in prepričujemo seveda, vi pa nas smete, mi smo to lahko, zato da smo bolj bogati. In mislim, da nas je to malo uspavalo. Ta naša pozicija in mi danes živimo relativno zelo dobro glede na to, kaj pa ustvarjamo in kako se giblje svet. Se bolj prizadeva in nas prehteva po levi in desni. Sami vemo, da v smislu inovacij pa tega so nas Kitajci že prehteli na velikih področjih, na drugi strani poceni resursov ne bomo več dobivali, jih znajo. So počasi ugotovili tudi drugi narodi, da jih pa to znajo pravzaprav, da so več vredni, da jih lahko tudi oni obvladujejo. In tu prihaja Evropa v ene škarje, da živi pa še kar zelo bogato. Zakaj pa jaz pravzaprav živim kot nekdo, ki bi bil recimo pri 70 letih 3-krat boljši kot Kitajc, s 3-krat večjim standardom. Ob tem, da sem seveda še enkrat bolj ob tem nezadovoljen v primerjavi s Kitajcem. Da so v vseh teh avtoritarnih državah, ki jih tako kritično ocenjujemo, na koncu ljudje še celo s tisto njihovim skromnim življenjem in verjetno večjo prizadevnostjo še zelo bolj zadovoljni. V Evropi smo na Zahodu še usporedno ob tem, da dobro živimo, še zelo nezadovoljni. Tako da to perspektivno mene bolj skrbi, ker Slovenija bo pač v tem okolju in del tega okolja postopno se bomo približevali povprečju Evropske unije, ampak kam bo pa Evropa šla, to je pa bolj zaskrbljujoče, ker smo pač preveč razvajeni in nismo pripravljeni naših trendov obrniti. Bomo postali samo še muzej. Ja, malo pravijo, za turistične namene bomo zanimiva lokacija, ostalo smo pa šibki in o tem bi mogli bolj odkrito se pogovarjati v Evropi na Zahodu kot takim, da bo to težko šle, da se svet preureja. In tukaj mislim, da so največja tveganja za državo mislim za Evropo kot tako in seveda usporedno tudi Slovenija. Saj bomo sigurno naslednje leta še naprej to ali po z migracijami ali to rodnost reševali, koristili resurse stare, ki jih imamo, koristili premoženje, ki ga imamo bistveno več, tudi neko, rekel, zgodovino znali tudi izkoristiti, to drži, imamo tudi znanje, to definitivno. Ampak ne vem, mislim, da bi pač morali se bolj zazreti in biti bolj realni, kje smo in seveda zdaj, če bomo na eni strani dajali toliko in toliko več denarja za orožje, da nas ne bodo Rusi napadli, na drugi strani v zeleni prehod vidimo, da je dražji, da je objektivno dražji, čeprav vse razlagajo, da je in da smo za ta zeleni prehod tudi absolutno odvisni od Kitajcev.
kjer nas držijo. Da na drugi strani, da je Evropa čisto odvisna v digitalnem smislu od Američanov. To seveda to daš na mizo, so pa upravičene skrbi, ampak nekih potez, kjer bi odkrito rekli, to ne gre ni. Še zmeraj, ko govorimo o zelenem prehodu, seveda je lepo, ampak priznajmo, da je potem to dražje. Ne govoriti, ja, to je cenejše, to je naša perspektiva, zato bomo ceneji. Ne bo, to bo dražje. To vas bo več koštalo. In definitivno je bil pač pocen plin iz Rusije. Bistveno boljši kot pa 3-krat dražji kot z Amerike, ampak mi ga danes porabimo toliko, kot smo ga včasih, samo da ga 3-krat dražje plačujemo. To so stvari. Ampak. Tako da, a lahko rečeva ocena, da je optimizem za Slovenijo, ampak pesimizem, kar se tiče ekosistema, v katerem Slovenija funkcionira. Ja, kako bo šlo. Okay. Zdaj pa še za konec, imamo pa še segment hitrih vprašanj. Imam še par hitrih vprašanj, možno, da smo že na kakšnega odgovorili, no? Ampak recimo tako, malo za šalo, malo za res. Ne? Če bi bili danes minister za delo, kaj bi naredili kot prvo, kar se tiče pokojninskega sistema? V bistvu bi nadaljeval to, kar zdaj še minister dela, da poskuša prepričati ljudi, da sprejmimo to, kar imamo, ker ni potrebe, da bi delali velike reforme, samo tole pa res naredimo, ker če ne bo zadeva, tukaj se moram ponavljati, čeprav se z marsikim lahko ne strinjam, ampak ja, naredimo tole in to, če to ovržemo, če bomo proti temu, če bo na referendum padla, bo zadeva samo slabša. Zaradi vseh razlogov, kar sem jih prej govoril. Tako da bi, ne vidim, vsaj v tem na pokojninskem sistemu nič druga, kot da danes to potrdimo, čez 5 let, 10 let bomo pa tako ali tako zadeve zopet spreminjali pa malo popravljali. Okay. Kako bo razvoj umetne inteligence vplival na naše pokojnine? Ja, umetni inteligenci, seveda je verjetno, ja, to perspektiva razvoja in tukaj smo zopet na tistem, kar sem govoril, ne, v Evropi tukaj močno zaostajamo na sprehtevanju. Da smo sicer sprejeli edini strategijo umetne inteligence, ampak drug so jo pa naredili in jo tudi znajo uporabljati. In zdaj na pokojninski sistem ne bo vplival, na ekonomijo kot celoto, pa verjetno, če ne bomo tega znali pravilno v zadostni meri uporabljati. Ali pričakujete uvedbo univerzalnega dohodka? Ne. Ne, mislim, da je to tako velik poseg, da mislim, da z obstoječo socialno državo, če jo bomo uspeli v tej smeri držati, pravzaprav že v veliki meri zadostimo tega. Mogoče sam, apropo, čeprav ne je bilo to kratka vprašanje, ampak če dovolite sam, dve zadeve sem en mesec nazaj ali pa malo več pisal en članek o univerzalnem otroškem dodatku. Ki je zanimiv, spet en case, čist številčno, kar se ga zopet nihče ne zaveda. Če ga samo na kratko povem. Dejstvo je, da vemo, da imamo otroški dodatek, ki ga dobivajo ljudje, manjše imajo dohodke, več dobivajo otroškega dodatka, popolnoma logično in je pravzaprav z večanjem dohodkov otroški dodatek pada. Potem imamo pa v državi tudi sistem olajšav za otroke. To pa pomeni, da ti pri plači pač rečeš, da imaš 2 otroka in imaš neko olajšavo in plačaš manj dohodnine. Nihče pa ne pomisli, da ta sistem olajšav deluje obratno sorazmerno. To se pravi, nekdo, ki ima nizko plačo in ne plača nič dohodnine, tudi nima nobene olajšave, ker ne more plačati manj dohodnine, če jo že zdaj nič ne plača. Nekdo, ki ima pa 10.000 evrov plače, pa dobi na leto, na mesec za 2 otroka 200 evrov. Olajšav, toliko višjo neto plačo, samo kjer ne piše. Samo plača je toliko višja, nič ne piše, tvoja plača bila 5.000 neto, ker imaš pa 2 otroka, imaš pa 5.200. Ne, on dobi pač 5.200 in on niti ne ve, da je dobil 200 evrov. Pa kaj hočem reči? To se pravi, imamo otroške dodatke, ki s plačam padajo in imamo olajšave, ki se izražajo v večjih prejemkih neto z večanjem plače. In ko se šteješ oba učinka, prvi se vidi, drugi ne, ugotoviš, da v Sloveniji dajemo vsakemu otroku približno 100 evrov na mesec, to država mu daje iz pač davkov, ki jih zbere, ne glede na to, imajo starši visoke plače ali nizke plače. Ni važno, 100 evrov.
Ampak zato imamo proceduro otroških dodatkov, pa vloge, pa odobravanje, pa imamo olajšave, pa vse procedure. In jaz sem tam napisal, pa zakaj hudika? Nareče po država, ukinimo otroške dodatke, ukinimo olajšave, vsak otrok nagazimo 100 evrov na račun, Na mesec. vsak mesec. In poenostavimo zadeve, res poenostavimo, ukinemo vse zadeve, ljudje bili lih toliko dobili, država bila lih toliko plačala, pa izognili bi se delu. Ampak ob enem Bogu nam pride na misel, da bi to naredil. No, to je mogoče, jaz sem napisal več kot napisati, pač ne morem. Ne? Ampak je res, a se strinjate, da je verjetno res zelo enostavna rešitev. Ampak se ne bo obenilo to, ker je to mogoče preveč drastično, preveč, ali pa da zato, ker se je en drug spomnil, ali ne vem zakaj zdaj, ko bojo predvolilni nastopi, ne bi neka stranka rekla, mi bomo pa to naredili, ker je pa to res najbolj logično. Optimizacija. Ja, to je izjema, koliko pa šparamo dela. Ok, mava še. Kaj bi moral vsak poslušalec razumeti v pokojninah, pa mu tega še nihče ni povedal? To, kar sem govoril, da je sistem vzdržen, in če bomo ali poplačevali če bomo ali podvigovali vsake toliko časa upokojitveno starost, kar je popolnoma normalno glede na podaljšano življenjsko dobo in tudi sposobnosti ljudi, ki so danes pač pri 70-ih drugačne, kot so bili pred 30 leti ali pa 50, potem bomo dobivali res tistih 20 let pred smrtjo, ki jih bomo preživeli v povprečju v penziji, normalno penzijo. Kolikor toliko normalno, kolikor bo pač splošna ekonomija dopuščala. Okay. Kako pa vidite svojo vlogo v teh spremembah, ki so potrebne? Ja, mislim, da smo kot stvari predstavljam, ko o njih pišem, ko jih poskušam maksimalno argumentirati s podatki, ne z nekimi floskulami, da smo v bistvu naredim največ, kar lahko. Druge vloge pa nimam. Bine, jaz se vam zahvaljujem za vaš obisk. Zelo z veseljem bom še naprej bral vaše prispevke, vaše kolumne in jih svetujem tudi poslušalcem, da še malo z drugega vidika pogledajo na to problematiko. Tako da poslušalci in gledalci, vidimo se naslednji teden. Hvala tudi vam za povabilo.